Je večnamenska naprava, s katero je mogoče odkleniti, odstraniti in uničiti sumljive predmete. Predmete lahko uniči z montažo raznih nastavkov na robota, kot so vodni top, puška, rentgen, vrtalni stroj, kotna brusilka, škarje za pločevino in podobno. Robot je poleg vseh svojih zmožnosti sposoben celo vožnje po stopnicah, lahko pa odpre tudi avtomobilska vrata. Kot vidite, bombni tehnik desetnik Uroš Frol v protiobdomni obleki, ki tehta celih 75 kg, z manipulatorsko roko vzema sumljiv predmet iz vozila ter ga postavlja na varno mesto. Bombni tehnik na robotu vodnik Mavrijo Breščič bo z varne razdalje pripeljal robota ter ga postavil v položaj za uničenje sumljivega predmeta. Bombni tehnik spremlja robota preko zaslona za upravljanje in s pomočjo vgrajenih kamer na robotu. Pri tem ni potrebno, da robota dejansko tudi vidi, zato lahko ti postopki trajajo kar dolgo. Ko je položaj robota za uničenje primeren, operater izvede postopek uničenja sumljivega predmeta. Robot bo neznani predmet uničil z nastavkom Aquaset. S tem je prikaz dejavnosti 70. bataljona vojaške policije končan. Hvala za vašo pozornost in prijeten preostanek dneva. Polno vode noter. Vidiš? Daj.
Stane, boš boljše videl. Stane se gor, ja? Voznik mora se pričeto premagovanja ovire in zagotoviti hitrost, po potrebi sklopiti reduktor ali čeprave kolene, ter prilagoditi napolnjena pneumatika terena, katera premaguje. Tukaj se vsi koncentracija in kar dodatno otežuje vožnjo oziroma voznika premagovanja drugega polja. Takšno vozilo bo takoj pripravljeno za pokrivanje v novem položaju. Takšen način uporabljamo samo razdrajski skok od položaja na položaj, v daljših premikih pa naslednje elemente znamenjo in ga pripravljamo za nadaljno premsko vožnjo. Predpisov, ki se odpostavljamo za osnovno spoštovanje motornih vozil. Vozniki tako upravljajo preventivne in terenske terenska vožnja, konstrukcije se takšnih postopkih vožnja in vožnjenih vozil, knjižnice obrambe kolone, vožnje preko kontaminirane pomoči, minski stoj in podobno. Desno od nas bomo videli vozilo Mercedes Puma, ki bo premagovalo oviro Grbine. Ta ovira, ki posebej zahteva veliko mero izurjenosti voznika. Sposobnosti voznika govorimo o upravljanju obvladovanja samega vozila. V 2 letih smo tako vozniški skupini promet prihodili že preko 300 voznikov, kateri danes uspešno upravljajo dela in naloge voznika v svojih enotnih voznikih, ki ga v močnih pogledamo različno omrežitvijo, kot so avtomatski dogomet, intervensko, drugo komunikacijsko in izvidniško opremo. Vozilo ima balistično zaščito pred prebojnimi sredstvi, ki so kalibra 7,2 evrov. Vozilo pa predstavlja postavljeno zaščito pred... Tega tam, kako se vozimo. Vidiš? Na prednji oči zanetek vozilo 6 kg skenine, na zadnji oči vozilo 200 kg skenine. Na stropu je vrstilo stavek, na katerega vrstanje vsimo katerska bila 12,7 mm. Še enkrat. Vozilo je dolgo 4,5 metra, široko 2,3 metra, doličino meri pa 1,5 Dobro, zdaj. centimetrov in več upravljene ovire po višini 5,5 metra. Vozilo naznačuje izredno fleksibilnostjo in robustnostjo. Dragi vozni zaslonski, se pogošče sklopa, samoglasa, hoda in valovite reče more podrežirajo. Marija! Kaj bo? Pa bodo naredili. Zamoskevena prada na 3 zimnih nabojev kalibra 6,4 odjari do širine 1,2 metra. Testa 13 ton in dosežni hitrost od 100 km/h. Vozilo je vsemu dražnično napravo in vsemu sisteme komunikacije. Ena slov za vas in šoferje, to je strani 20 mobilne bataljon. Spoštovani, lepo pozdravljeni v tem lepem sobotnem poldnevu v imenu 74. oklepno mehaniziranega bataljona z Maribora. V nadaljevanju boste videli bojno vozilo Prehod, ki je v oborožitvi mehaniziranega oddelka. Vozilo je težko 15 ton, poganja se ga Mercedesov motor s 320 konjskimi silami. Zdaj vidite premagovanje jajca. Vozilo je uporabilo sistemsko razvarjanje lične zavese, ki ga prikriva pred nastočkom in ga je opazovanje. Zakaj pokazal? Kako se pelje tam zdaj? Zemljišče dosega do 65 km/h. Vse polnjeni rezervoarji lahko prevozi do 6 km. Posadka vozila je sestavljena iz stalnega dela, ki vozilo upravlja, to so voznik, poveljnik in pa namerilec na stopu, del izvrstnega mehaniziranega oddelka, šteje 7 članov in 1
delo vozila. Ta odjene je lahko vozila ali pa ne vozila. Spoštovani obiskovalci, to je bil prikaz delovanja mehaniziranega vrelca s svojim številom E82 iz 74. oklepno mehaniziranega bataljona iz Maribora. Hvala lepa. Naslednje vozilo, ki prihaja, je tank M84 iz Pivke, iz 45. oklepnega bataljona. Tank je težak 42 ton, dolg 9 metrov, širok 3,5, poganja pa ga brezgorivni motor, 780 konjskimi silami. Zavesa v gornjih vremenskih pogojih pokrije tudi do 100 metrov dolžine in pa 8 metrov širino, tako da je prostor dobro zakrit. Največjo takšno operacijo v svoji zgodovini, imenovano Altea. Pod okriljem NATO je slovenska vojska delovala tudi v operaciji v Pakistanu, pri protipotresni pomoči, še vedno pa deluje v Afganistanu, Iraku in na Kosovu. Poroča Vlada Republike Slovenije. Opravljali so nalogo s podporo in ohranjanje miru, odnosi med našimi vojaki so prepoznavnosti v smislu profesionalnega pristopa do dela. To se odraža predvsem v želji po sodelovanju tujih vojaških sil s našimi pripadnicami in pripadniki. V letu 2007 je težišče sodelovanja Slovenske vojske v operaciji hitrega odzivanja v Afganistanu, tako imenovani Altea. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, prvič v zgodovini Slovenske vojske, operacijo na Kosovo napotila enota velikojskega bataljona.
Tako smo prvi, vzeli za svojo vlastno odgovornost in imeli prvi dodanek Sei noter, zdaj vozi, ko je na vrsti. Ja, skąd je umie, wiecie. Chodźcie się łączą. Ena, 8, 2, nič, 2, 5, 6, 6, 8, nič, nič, 4, 2, 6, 3, nič, nič, 2, 3, 2, 9, nič, nič, 2, 2, 8, 2, pa nič, nič, 2, 9, 5. Naj ponovim. Na vožnjo z vozilom vamo, to je treba nekaj. Naj ponovim, nič, nič, 2, 2, 9, 5, 8, 4, 5, 6, 7. Na vožnjo z vozilom Hammer, ne izgrebane na